Dober dan želim, drage gledalke in gledalci. Na naši televiziji v mesecu novembru v času volilne kampanje predstavljamo kandidatke in kandidate, ki se potegujejo za stolček župana oziroma županje. V našem studiu zdaj gostimo kandidatko za županjo občine Kranjska Gora, Tino Robič. Dober dan. Pozdravljena in pozdravljeni tudi vsi pred malimi zasloni. Morda najprej kar ena taka predstavitev, kako bi se gledalkam in gledalcem, volivkam in volivcem predstavili. To, kar je bilo zdaj zanimivo meni, je bilo to, da sem jaz, se pravi Tina Robič, ena od dveh Robičev, ki se letos podajava v kranjskogorsko politiko. In ne, nisva v sorodu, sva preverila oba dva. Ampak že samo to dejstvo se mi zdi tako zelo povedno, ker v bistvu smo Robiči nekako, kakor smo nasejani po celi dolini, ne, od Mojstrane do Rateč, zelo tako apolitični prebivalci občine, nas ni nikjer, tudi bom rekla na listah in tako naprej. Se pravi, mi dva sva se nekako v enem trenutku oba dva zbudila in ugotovila, da ne vem, da nam je nekih stvari dovolj, se pravi, da nam nekaj nama več ne paše, ne, v tem življenju tukaj. Jaz sem sicer po rodu Dolenjka iz Novega mesta, sem pa že 33 let, menda zelo dobro presajena, kot pravi moj mož, v Kranjsko Goro. Imava 3 hčere, 2 vnuka. No. Se pravi, jaz sem samostojna podjetnica, tukaj zdaj par let, pač delam v Kranjski Gori, se ukvarjam z osebnim svetovanjem in pa s psihološko astrologijo. In ja, zvezde so na pravih mestih ta trenutek. Rezultati pa še v megli, še vidimo, ne. Zdaj, zavedam se tega, da tudi glede na to, kar sem zdaj opisala, da sem pravzaprav kot oseba nekoliko manj prepoznavna, ne, v Kranjski Gori. V bistvu mogoče so me opazili, ne vem, na nastopih pevskih zborov, pač, kjer pojem že nekaj let, ali pa so me videli v mojem vrtu, sem pač zavzeta vrtnarka. Mogoče so me srečali pri našem koritu, ne, pri Skavarju, ampak to je pa to, ne, se pravi, nisem bila nikjer blizu centrov odločanja oziroma upravljanja v občini, ne. To pravzaprav velja samo za naju dva Robiča, vsi ostali, ki so kandidati, so pač tako ali pa drugače bili akterji, ne. Tako da to se pravi, da sem tamle nekje za krajem živela, ne pomeni, da jaz ne spremljam in da ne vem, kaj se dogaja v občini oziroma da ne poznam stvari, ne. Zdaj, kar se tiče samega turizma, bi lahko pač so moje delovne izkušnje začete v turizmu. Jaz sem davnih let, ko sta bila direktorja Perovšek in Pančur, začela svojo delovno kariero v hotelih v Kompasu in v Alpini. Ampak pol pa od tam naprej pa sem šla ven iz doline, ne. In sem tudi delala, se pravi, 10 let kot namestnica direktorja potovalne agencije Oskar, ki je v bistvu ena večjih in starejših slovenskih potovalnih agencij, ki je sicer, se pravi, usmerjena bolj v tako imenovani outgoing, torej mi izvažamo, agencija izvaža potnike v tujino, vendar ni samo to, ne, se pravi, med drugim recimo agencija Oskar v najemu Tičarjev dom na Vršiču. Tako da poznam agencija tudi delo z domačimi gosti v domačem okolju, ne. V bistvu agencijo Oskar omenjam zato, ker je zelo poznana po eni stvari, ki sem se jo pač tam naučila in se mi zdi izjemno pomembna, in bi jo rada prenesla v kranjskogorski prostor, ne. Ko mi kot turisti vstopamo v deželo, v neko deželo, pa to ni važno, je to Indonezija, je to Jemen ali pa to Zgornjesavska dolina, ne. Moramo v bistvu vstopati v deželo s spoštovanjem do različnosti, spoštovanjem do lokalne kulture, spoštovanjem do vsega tega, kar pravzaprav pomeni to, da mi kot turist vstopamo v nek prostor, ki sicer pripada domačinom, ne? Se pravi, domačini morajo tako pa drugače
sprejeti tega človeka, ki je prišel, a ne, kot turist. In zdaj to spoštovanje, ne, to je nekaj, kar je temelj vsakega odnosa, vsakega sožitja med 2, 5, 115, ne vem koliko tavžent ljudmi. Ne. Se pravi, če mi ne spoštujemo drug drugega, bomo stopali čez njegove meje, bomo stopali na njegovo zemljišče, bomo prerili se na njegov, rekla, parkirali nekje, kjer naj ne bi vozili po njegovih travnikih in tako naprej. In to se mi zdi ena od točk, kjer bi absolutno recimo mogla občina morala majčkeno se s tem začeti ukvarjati. Ne vem, mogoče na nek način z nekim izobraževanjem obiskovalcev, da bi se naučili se pravi, razumeti to posebnost, to dragocenost te doline, a ne? In mogoče skozi neke na nek način ugotoviti drugačen, se pravi, spremeniti svoj odnos do nas. Ne? Ker ni stvar samo v tem, smo plačali, ne? Žal. No, potem pa bi še poudarila drugi del mojih delovnih izkušenj. Ne? Jaz sem v bistvu delala kar nekaj let na upravni enoti Jesenice, na oddelku za okolje in prostor, in sicer na najzahtevnejših postopkih izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj. Jaz v bistvu lahko rečem, da zelo dobro poznam in vem, kaj pomeni pritisk kapitala, pritisk investitorjev na prostor in pa kaj zraven vzporedno s tem pomeni preveč uslužna občina. Ne? Dejstvo je, stanje, kakršno je danes, pomeni samo eno, prostora je zmanjkalo. In to posledično potegne to, da so šle pač cene nepremičnin v nebo in da so postale take, da pravzaprav so nedosegljive za lokalno prebivalstvo. In če imamo tako stanje, potem je občina tista prva, ki bi morala delati za dobrobit svojih lokalnih prebivalcev v prvi vrsti, zato je bila ustanovljena, a ne? Da poskrbi, da se pravi, da najde, da zavaruje nek fond nepremičnin, ki je še na voljo in v bistvu uporabi mehanizme predkupne pravice ali kakorkoli in v bistvu na ta način pridobi nek možni razpoložljivi, se pravi, vsaj približno zadosten fond stanovanj, ki bi bil dostopen tudi za, se pravi, lokalno prebivalstvo. A ne? No, ok, pa sva še pri tretjem delu mojih delovnih izkušenj. Pretežno zadnja leta sem doma, delam v svoji pisarni, imam pač kot SP mojo metido, se pravi, ukvarjam se z osebnim psihološkim in astrološkim svetovanjem in delam pač delavnice iz astrologije. Ne? In tukaj se mi zdi, da je tudi to ena od stvari, s katerimi bi lahko zelo dobro pripomogla k boljšemu vzdušju na občini oziroma k temu, ker res se trudim, da bi v bistvu nekje pripravila ljudi do tega, da dajo iz sebe najboljše, kar imajo. In da se pri tem še dobro počutijo, je še sploh super, a ne? Ampak res, se pravi, dobiti take sodelavce, s takimi ljudmi delati, ki so v bistvu pripadni s srcem, ne samo zato, ker so pač nekje v službi, a ne? S takimi sodelavci mi hočem delati, ampak to v bistvu na prvi vrsti je to stvar vodje, a ne? Kultura zaposlenih je odvisna od vodje. Vodja bo, se pravi, to je tako, kot oče pa mama doma, ne? Ali je rastor, ali pa v bistvu vsi vemo, zakaj smo tam skupaj. Ne? In jaz vidim župana na nek način kot ali županjo, kot očeta ali mater, se pravi, v nekem smislu nekje, na katerega se ljudje morajo z zaupanjem obračati. A ne? Mora biti tam zato, da sliši, kot starš. A ne? To približno moje delovne izkušnje bi bile v tem trenutku še zaenkrat. Kako pa bi analizirali trenutni politični prostor v občini? 8 vas je kandidatov, ki se potegujete za župana, veliko je tudi list ljudi, ki se potegujejo za svetnike. Kako vi gledate na to kampanjo, na vse te ljudi, ki ste zdaj vpeti v njo? Zanimivo je, no, moram reči. Jaz sem
pač čisti zelenc, ne samo zeleno, ampak sem zelena v tej zgodbi. Oba dva, recimo s Klemenom Robičem. Ne. Klemen je, recimo, če njega najprej omenim, on je, dejstvo je, da je še dokaj mlad in hvala Bogu, mladi imajo še ideale pa vizije, ki so, se pravi, njim se še da skakati čez reko, kjer je tudi most zraven. Pač kasneje se pol človeku res več ne da, pa noge bolijo pa to. In jaz mislim, da tukaj, recimo, če Klemena omenim, on je eden od tistih, ki so se zdaj zelo močno angažirali na Facebooku oziroma na socialnih medijih, pa se mi zdi, da je potem ugotovil, da to ne bo dovolj, da pač en Facebook marsikaj prenese, ampak ni pa nekih realnih rezultatov iz tega. Ne? Tako da mislim, da bo on zadovoljen že samo s tem, če bo nekdo drug slišal njegove ideje in pobude in če bo v bistvu nekdo drug udejanil to, kar je povedal, pa mislim, da bo v zdajšnjem trenutku tudi on pravzaprav zadovoljen s tem rezultatom. Mislim, da bi bilo to za njega kar zadovoljstvo. No. Pol drugo imamo seveda tukaj četverček Alpske liste, oziroma 3 župane, ne, se pravi, ki jih pač štejem v ta paket, to se pravi Blaž Veber, absolutno, Ena Girandon, jasno, in pa potem tudi Blaž Knific. Ne. Pa tukaj sem četrto dodala še kot listo Klavdije Gomboc. Ne. To so vsi, ki so akterji zdaj Alpske liste in tudi že, se pravi, tako pa drugače vpeti v občinsko politiko. Ne. Tukaj sem mnenja, da pač glede na videno zadnjih 8 let ne pričakujem nekih bistvenih sprememb, čeprav imajo zdaj vsi polna usta, preveč tega, preveč unga, voda, ne vem, neki, ne. Ampak pač po mojih izkušnjah človek nekaj ima v sebi, ali pa pač nečesa nima in njim vsem prav gotovo tle nekaj še manjka. No. Ne moreš tega potegniti sebe ven in mislim, da tukaj nekih presežkov ne bo, če bo pač kateri od njih župana. Ne. No, potem je tukaj še zanimiv Bogdan Janša. Bogdan je, se pravi, vsi vemo, da je SDS ima najbolj zvesto volilno telo. Oni so vsakič v bistvu že toliko in toliko let pridali Bogdanu toliko glasov, da je on zdaj že leta več mandatov podžupan. Ne? In ne pričakujem drugače tudi v zdajšnjem, se pravi, če bodo njegovi SDS-ovi volilci pač tako pridni, kot običajno so, bo verjetno pridobil tu glasov, da bo v vsakem primeru, mislim, da bo kar spet podžupan, no, tako čisto mimogrede. Je pa dejstvo, da on pravzaprav z vsakim podžupanom čisto lepo sodeluje in je res deloven človek, se ne moremo tega nič drugega reči. Ne. No, pa imamo tukaj še seveda SD, ne, Franci Kuražija in njegovih 240 strani programa. Jaz res upam, da je teh 240 strani napisanih na kožo občine Kranjska Gora, no, ker pol bo to res ena super stvar. Pač Franci je ta prav, iz pravega testa za moje pojme. Ima ga briga, se pravi, ga zanimajo stvari, se zanima oziroma želi poskrbeti za zadeve. Tudi ima karizmo, ima stil, ima pač kakorkoli obrnemo, je igralec in mu je scena domača. Ne. Zdaj, tisto, kar jaz pri njemu morda čutim, je to, da njega tudi zelo zanimajo stvari, ki so se dogajale v preteklosti. Ne. Se pravi, jaz sem prepričana, da bo, če bi bil župan, a ne s pomočjo SD-ja, na nek način zelo temeljito prevetril se pravi, dosedanje poslovanje občine, a ne, in župana. Tako da z tega stališča, no, jaz sicer verjamem, da bo kar veliko dela na tem področju, če se bo tega lotil, a ne.
Tako da bomo videli, no, kako. On je vsekakor Dov je moj stran, sigurno eno močno podlago ima od zadaj. Pa imamo pa še Henriko Zupan. No, tukaj se pa moram malo strinjati. Zadnjič sem poslušala to podobno predstavitev od Francije Koraži, ne vem točno, so gledalci to gledali ali ne, ampak meni se zdi tukaj, da gre res za eno zgodbo, za eno ekipo, ki stoji za Henriko, ki si želi povrnitve v neko stanje, ki je bilo pred sedanjim, se pravi pred Janijem Hrovatom. Se pravi, tudi ne sorte mogoče malo revanšizma na temo tega, ker so pač neki ljudje morali oditi, vključno z njo v končni fazi, ampak pač dejstvo je, da ima vsak župan to pravico, da zamenja ključne direktorje. Ampak pač ona in ta njeni šepetalci iz ozadja definitivno poznajo zelo dobro poslovanje občine, znajo priti do dokumentov, znajo se pravi pobrskati, bom rekla, in skombinirati stvari. Tako da mislim, če bi ona bila kot županja, bi bil prevzem hiter in učinkovit, tako bom rekla. Je bi zadeva zelo hitro. Je pa Henrika pravzaprav tukaj edina, ki jo vidim, ki je res tudi mar za okolje, za naravo in karkoli, to je pač meni pomembna stvar. Katere pa so tiste točke v vašem programu, ki bi jih izpostavili, na katere stavite v tej kampanji? Torej, okoljevarstvo. V prvi vrsti smo ugotovili, da ljudje mogoče slišijo samo to besedo, da ne slišijo drugih delov našega programa. Z okoljevarstvom je tako. Danes to ni nekaj, kjer smo samo primorani se vračati v jame, jesti korenčke, ampak je to nekaj, kjer želimo združiti, se pravi, življenje v zdravem lokalnem okolju, na nek način, ki bo res socialno pravičen za vse, ki živijo tukaj v tem okolju. Želimo poudariti pomembnost dediščine, kulture, umetnosti, ker je to vse tisto, kar pravzaprav človeka mu dela življenje dostojno življenja človeka, ne samo pač jesti pa spati. In pa, da vse to naredimo na tak način, da se o tem lahko kulturno, demokratično, zavedno, zavestno pogovorimo, ne da smo pač, ko je bolj, ko je jači. To so 4 točke našega programa, v okviru katerega smo pač zdaj predvsem prišli do te točke, da je temeljna stvar, ki jo želimo in jaz kot županja in naši listi doseči, je, da bi se ustvarili taki pogoji, da bi lahko v naši dolini dejansko se vsi spet dobro počutili doma. Da nas ne bi bilo strah, da nam ne bi bilo neprijetno, da nas ne bi jezile stvari, ker to pač tudi paše v končni fazi v skrb za zdravje in za zdravo okolje. Zdaj, v okviru tega, kar smo se že do zdaj veliko pogovarjali in smo rekli, da že čivkajo vsi vrabci v dolini, se pravi, je že na vseh programih je seveda zdrava pitna voda in stanovanja za mlade in zmanjševanje prometa in tako dalje. To imajo že vsi, v programih, tudi če kdo še ni imel, je dodal. Meni se zdi recimo ena stvar zelo pomembna. Torej, jaz sem bila jeseni v Bruslu na obisku zelenih, evropskih zelenih, in tam sem jaz dobila v bistvu zagotovila, da lahko naprimer skozi povezovanje s primerljivimi kraji po Evropi, rečemo konkretno za Kranjsko Goro je bil izpostavljen Innsbruck, pridobimo določena evropska sredstva za projekte, ki vplivajo na izboljšanje pogojev prebivanja v občini. In meni se zdi, tukaj noter seveda pašejo vse te stvari od boljšega izkoriščanja sončne energije do energetske sanacije stavb, izkoriščanja lokalnih materialov, biomase, se pravi pri nas definitivno pač drva,
Ne vem, imamo samo v Kranjski Gori, če pogledamo naselje Bezje, ne, tam so zelo hude težave recimo z ogrevanjem ljudi gor zebe in imajo pač podhranjeno kurilnico in tako dalje in bi bilo smiselno neke stvari urediti. No, potem je tukaj, se pravi, Ruteč, absolutno ta športni park potrebuje en zaključek, to, kar je zdaj je nekaj na 3/4, ne, projekt športnega društva, ki pač je ostal nekje nedokončan. Potem so tukaj zagotavljanje pogojev za varno starost. Občina se mora aktivno vključiti v to, se pravi, da detektira osebe, ki so recimo, ki bi bile sploh zdaj v teh časih, ne vem, energetska revščina in se mora aktivno vključiti, ne da ljudje hodijo prositi k njej, ampak pač poloviti take stvari, a ne. Tako da jaz mislim, da tukaj lahko še povemo veliko tudi iz našega programa, pa jaz upam, da bom to lahko tudi udejanjila, no. Kakšna pa bi bila vaša zaključna misel, zdaj en tak zaključni nagovor občankam in občanom, volivkam in volivcem, kaj jim sporočate pred temi volitvami? Absolutno to, da je naj se res odločijo potem, kako čutijo iskrenost tega, kar je bilo in kar je povedano. Pač mi v Listi Zelena dolina in jaz osebno smo pač pokazali eno možnost, ki je dana. Drugi imajo vsak svojo, ljudje bodo pač tudi začutili, kaj in kako jim paše. Ampak mi kot naša lista si res želi delati v dobrobit, se pravi domačinom in poskrbeti za to, da se bomo res vsi doma in v naši dolini dobro počutili. Hvala. Jaz se vam zahvaljujem za obisk v našem studiu, seveda želim vse dobro, srečno na volitvah 20. novembra in se vidimo. Hvala lepa. Vam, dragi gledalke in gledalci, pa hvala lepa za vašo pozornost. Naša gostja je bila tokrat kandidatka za županjo občine Kranjska Gora, Tina Robič. Želim vam lep dan še naprej. Nasvidenje.